Mislim, da lahko začnemo. Tako da lep pozdrav vsem skupaj na še tretjem delu, zadnjem delu Noči raziskovalcev. Skratka, na tem delu se bomo pogovarjali, kot vidite v samem naslovu, pogovarjali se bomo o kodifikaciji in standardizaciji jezika. Je mišljeno kot neke vrste okrogla miza s krajšimi prispevki. V veliko čast pa nam je, da je z nami tudi veleposlanik Republike Slovaške v Sloveniji, njegova ekscelenca Peter Zelenjak, ki bo tudi odprl našo okroglo mizo. Tu bi rad izpostavil to, da je veleposlaništvo Republike Slovaške nas že v preteklih 2 letih tudi še dodatno podpiralo pri izvedbi Noči raziskovalcev tega slovensko-slovaškega dela. Tako da takrat smo bili v Prekmurju, danes smo v Ljubljani oziroma na spletu in lepo prosim gospoda veleposlanika, da odpre in nam nameni nekaj besed za uvod naše okrogle mize. Izvolite. Dobrý deň, dobrý dan. Pozdravujem všetkých účastníkov okrúhleho stola. Veľmi pekne ďakujem za možnosť byť aspoň takto symbolicky na chvíľočku s vami. Chcem poďakovať osobitne pánovi profesorovi Pahlajovi, ktorý mi o tejto vašej akcii hovoril. Ten ma aj tak pozval na to, aby som sa na chvíľočku zúčastnil a aby som vás pozdravil. Týmto teda takto činím. A chcem povedať, že som veľmi rád, že takáto aktivita existuje. Jednou z úloh ambasády je podporovať vzťahy hostiteľskej a hosťujúcej krajiny. A my, keď vidíme takéto partnerstvá a praktickú spoluprácu, akú prevádzate vy všetci, vy vlastne robíte prácu za nás. Ja vám za to veľmi pekne ďakujem. To, čo robíte, prispieva k dobrým vzťahom medzi našimi obidvoma krajinami. Ja len zľahka okomentujem, že tie vzťahy sú naozaj na vynikajúcej úrovni. Veľmi veľa spolupracujeme, máme veľmi veľa spoločného v kultúrach, v jazyku, to viete vy lepšie ako ja, ale taktiež v histórii, ale mnohokrát aj v súčasnej zložitej situácii. Takže to, čo robíte vy, je akousi len prirodzenou ilustráciou toho, ako tie naše vzťahy vyzerajú. Ja by som túto môj príhovor už pomaly ukončil, aby ste sa vy mohli venovať tej téme, kvôli ktorej ste sa zišli. Veľmi si cením, že akcia prebieha aj v podmienkach takých, akých sa teraz bohužiaľ všetci nachádzame. Pomaly si zvykáme, že sa vidíme cez obrazovky. A ja mám veľký záujem, je normálnou súčasťou môjho remesla ľudí stretávať a rozprávať sa s nimi. Takže po tomto prvom virtuálnom stretnutí, keď sa situácia znormalizuje, budem veľmi rád. Ambasáda Slovenska v Ljubljane je pre vás všetkých otvorená. Ak máte potrebu, ak máte konkrétny nápad, kde by sme mohli pomôcť, veľmi srdečne vás pozývam k tomu, aby ste sa na nás obrátili. A ja sľubujem, že ak budeme vedieť pomôcť, tak pomôžeme. Želám všetkým účastníkom príjemnú atmosféru, užitočné výstupy z vášho okrúhleho stola. Ešte raz ďakujem a lúčim sa s vami. Ďakujem moc. Ďakujeme. Môžeme také stisnúť aplaus, ne? Takže virtuálne. Takže ďakujem moc. Teď budeme začít mluvit slovinsky. No. Ja mluvím česky, no ja nemluvil som slovensky nikdy, ale rozumím dobře, takže ďakujem moc ešte jednou, pán veľvyslanec. Tako, hvala res za nagovor in veliko čast nam je, da nas je gospod veleposlanik nagovoril. Sedaj gremo pa k konkretnemu delu, tako da tudi to je pomembno delo, kot je izpostavil gospod veleposlanik, in temu je namenjena tudi Noč raziskovalcev, da povezujemo določene skupine, lahko na narodni osnovi, lahko pa tudi seveda znanost moramo približati ljudem. Torej, to je namen Noči raziskovalcev, da znanost gre do ljudi,
da ljudem potem tudi razlaga to, o čemer se mi znanstveniki ukvarjamo. In zelo pomembno pa je, da je znanost tudi mednarodna in ta bilateralna povezava Slovenije in Slovaške, mislim, da je zelo pomembna za tudi nadaljnji razvoj obeh držav. Tako da sedaj bi kar predal besedo prvi referentki, v bistvu tudi, da se sam predstavim, jaz bom kot tretji referent na vrsti in bom to malo povezoval, moderiral. Sem Hotimir Tivadar, profesor na oddelku za slovenistiko, ki je študiral tudi v Pragi, tako da je zelo tesno povezan z zahodnoslovanskim svetom. Prva pa je na vrsti Tanja Mirtič, ki bo govorila o kodifikaciji govorjenega knjižnega jezika na problemu naglasnega mesta, problematike naglasnega mesta, in kolegici Mirtič kar predajam mikrofon. Bom pa vseeno malo osebno zadevo povedal. Kolegica Mirtič je tudi bohemistka, če lahko tako rečem, torej zahodna slavistka, in tudi sam sem malo prispeval k njeni znanstveni poti kot somentor pri doktoratu in mi je to veliko veselje, da kolegica nadaljuje to zelo pomembno delo še na višjem nivoju na Inštitutu Frana Ramovša, Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša. Tako da izvolite, kolegica, beseda je vaša. Vas bom pa vse vikal, zelo uraden bom. Bom na koncu razložil, zakaj in kako. Tako, izvolite. Hvala lepa za te besede. Pozdravljeni še z moje strani. V svojem predavanju bom predstavila, kot je bilo rečeno, kodifikacijo govorjenega knjižnega jezika na primeru problematike naglasnega mesta, ki se ji posvečam tudi v okviru svojega podoktorskega projekta. Sicer pa se s to problematiko srečujem tudi pri pripravi novega slovarja slovenskega knjižnega jezika ESSKJ, ki nastaja na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša. Najprej pa nekaj osnovnih glasoslovnih značilnosti knjižne slovenščine, torej nestalno naglasno mesto v besedi. Tukaj so navedeni primeri za posamezne naglasne tipe, torej nepremični, premični, končniški in mešani naglasni tip. Zanimiv je denimo zadnji samostalnik obrt, obrti, pri katerem je bilo v starejših jezikovnih priročnikih navedeno, da se pregiba po nepremičnem naglasnem tipu, torej obrt, obrti, danes pa je to manj pogosto, pogostejši pa je mešani naglasni tip, torej obrt, obrti. Nekdaj je bil ta samostalnik celo moškega spola, recimo še v Pleteršnikovem slovarju, pa tudi kot zastarela oblika v slovarju slovenskega knjižnega jezika. Potem je to pomembna značilnost tudi to, da ima slovenščina dva načina naglaševanja, jakostno in tonemsko. Približno polovica govorcev govori jakostno, polovica pa tonemsko in oba načina naglaševanja sta v knjižni izreki enakovredna. Pomembna je tudi kakovost naglašenih e in o, ki sta lahko v knjižni slovenščini široka, torej odprta, ali ozka, zaprta. V sodobni slovenščini doživlja tudi ta pojav seveda veliko sprememb. Vse pogosteje se denimo pojavljata široka naglašena e in o, zlasti pri prevzetem besedju, vendar ne povsod. Skoraj je treba preučevati od primera do primera. Tukaj navajam primer aktualen covid, kjer se pojavlja tako izgovor s ozkim kot širokim o. Govorim na podlagi spletne raziskave, v kateri je sodelovalo 500 anketirancev in se je izkazala, da v bistvu v knjižni rabi sta obliki oziroma izgovorni možnosti skoraj povsem enakovredni. Čeprav bi morda nekoliko bolj pričakovali izgovor s širokim o, ker je to v položaju pred v. Potem je tudi zanimiva kolikost naglašenih samoglasnikov, je tudi pomembna značilnost, tudi ta doživlja v sodobni slovenščini spremembe. Lahko bi rekli, da zgodovinsko razvojno gledano, da se nadaljuje proces odpravljanja kolikostnih nasprotij oziroma da je ta kolikost
v sodobni slovenščini manj izrazita. O tem bomo govorili 15. decembra na pravorečnem posvetu, obeta se zanimiva razprava, tako da izkoriščam to priložnost in vas vse lepo vabim. Drugače pa na splošno za naglasno mesto v knjižni slovenščini ni enostavnih pravil, naučimo se ga skupaj z besedo, pomagajo nam seveda na začetku omenjeni naglasni tipi. Naglasno mestna problematika je zelo zanimiva tudi za uporabnike slovenskega jezika. V okviru ciljno-raziskovalnega projekta Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov, ki ga je vodil Kozma Ahačič in koordinirala Nataša Gliha Komac, smo namreč izvedli obsežno anketno raziskavo o jezikovnih stališčih in rabah ter potrebah uporabnikov in mnogi so v okviru pravorečja izpostavili ravno problematiko naglasnega mesta. Naglasno mesto je v slovenščini pomensko razločevalno, torej ima pomensko razločevalno vlogo. Tukaj vidimo primera termin, torej čas določen zakaj ali strokovni izraz, potem glagola častiti in častiti, torej prvi je izkazati prijaznost s plačilom računa, z neko pogostitvijo, drugi pa častiti, torej izkazovati nekomu čast. Tvori lahko tudi to naglasno mesto oblikotvorna nasprotja, tukaj imamo primer nosimo, nosimo, nosimo gre za sedajniško obliko, nosimo pa za velevnik. Pa tudi obliko spremenjevalna nasprotja, tukaj imamo samostalnik peč, vidimo peči, peči. Nestalno naglasno mesto pa je veliko bogastvo tudi zaradi tega, ker ima lahko tudi slogovno vrednost pri izražanju. Ugotavljanje sodobne rabe. Na naglasno mesto vpliva več dejavnikov, zagotovo je pomembna narečna razčlenjenost slovenskega jezikovnega prostora, kar posledično pomeni veliko različnih naglasnih sistemov, potem pa so seveda pomembni tudi druge reči, nalikovni procesi, morfologizacija naglasa, vplivi tujih jezikov, zlasti angleščine, pa tudi sosednjih seveda. Ko govorimo o naglasnem mestu, ne moremo mimo naglasno mestne dvojničnosti, torej variantnosti. Tukaj je naveden ta znan primer 12:12. Dvojničnost je v govorjenem knjižnem jeziku pričakovana in seveda je tudi pričakovano tudi to, da nasploh govorjeni jezik ima več dvojničnosti kot zapisani. Sicer pa se raziskovalci govorjene slovenščine soočamo z velikim pomanjkanjem gradiva, torej pomanjkanjem neke relevantne zbirke govorjenih besedil in potem imamo posledično tudi pomanjkanje temeljnih raziskav govorjene knjižne slovenščine. Pogrešamo seveda tudi pravorečni priročnik, žal česa takega, kot so pravila slovenske vislovnosti, slovenščina nima oziroma še nima. Zaradi vseh teh primanjkljajev, zaradi gradivskega primanjkljaja se potem pri raziskavah zanašamo na tako imenovane perceptivne teste, ki jih posnamemo v fonolaboratoriju Inštituta za slovenski jezik, jih potem te teste oblikujemo v spletni aplikaciji, povezavo do testov pošljemo respondentom po elektronski pošti oziroma jo delimo na različnih omrežjih in ti perceptivni testi so sestavljeni, s katerimi poskušamo nekako ugotoviti kolektivni jezikovni čut v sodobni slovenščini, govorcev sodobne slovenščine. Sestavljeni so tako, da v bistvu jih sestavljajo povedi, v katerih je v nevtralnem stavčnem položaju uporabljena neka opazovana beseda in potem zvočni posnetki izgovora, ki so dosegljivi s klikom na povezavo. Na naslednji prosojnici je potem navedeno primer za samostalnik košarka oziroma košarka. Sodelujoče prosimo, da označijo izgovor, ki se jim zdi v govorjeni knjižni slovenščini bolj sprejemljiv. Navedeni sta vedno tudi možnosti ne slišim razlik v izgovoru in ne poznam besede. In vedno respondente tudi prosimo, če je le mogoče, da se odločijo le za eno od navedenih možnosti.
Velikokrat pa so posamezni glasoslovni problemi v enem perceptivnem testu med sabo praviloma pomešani. Torej, da se v enem perceptivnem testu raziskujejo različni glasoslovni problemi, torej ne samo v tem primeru naglasnomestna problematika. V nadaljevanju bom predstavila vlogo načel rabe izročila, torej načela ustaljenosti in sistema na posameznih primerih, in sicer na primeru samostalnika aneks, pa potem gornik in tudi pridevnika gorniški, samostalnika gorništvo, ter na podlagi samostalnika košarka. V oklepaju je bil podan odstotek za navedeno naglasno mesto v naših raziskavah. To bomo videli tudi v nadaljevanju na grafih. Torej, tukaj je samostalnik aneks, to je zelo zanimiv primer. V starejših jezikovnih priročnikih je bil namreč naglašen na drugem besednem zlogu, torej aneks. To je izvorno latinski naglas, ki pa se v slovenščini v rabi ni uveljavil. V naših raziskavah se je za naglas aneks odločilo zelo malo respondentov, tam približno 10%, ostali so izbrali naglas na prvem besednem zlogu. Lahko bi rekli, da naglas aneks v sodobni rabi ni nevtralen, ni nezaznamovan. Torej, v sodobnih jezikovnih priročnikih navajamo naglas na prvem besednem zlogu aneks, kot neprednostno dvojnico pa seveda tudi še naglas aneks. Zakaj se je uveljavil ta naglas aneks? Morda gre za tujejezični vpliv, morda deluje tudi nek sistem znotraj same slovenščine, da se izgovorno podobni samostalniki naglašeni na prvem besednem zlogu, recimo lateks, kodeks, ampak to je zgolj ugibanje. Ta vzglasni a je izvorno predponsko obrazilo, zato tam naglas v starejših jezikovnih priročnikih ni bil predviden, ampak sodobni uporabnik seveda tega večinoma več ne občuti kot obrazilo in zato naglašuje prvi besedni zlog. Potem imamo tukaj primer gornika, se je prvotno naglaševal na i, torej gornik, kar je zgodovinsko razvojno pričakovana rešitev. V sodobni praksi pa se je zelo razširilo naglaševanje na prvem zlogu, torej gornik. Imamo tudi festival gorniškega filma, zelo redko slišimo gorniškega filma. Tudi naše raziskave kažejo, da se okoli 80% anketirancev odloča za naglas na prvem besednem zlogu, ker pa je gornik zgodovinsko razvojno upravičena oblika in se tudi še pojavlja v rabi, se jo v priročnikih še vedno ohrani. Podobno je recimo tudi pri samostalniku kresnik, podoben razvoj, kjer je tudi zlasti, ko govorimo o nagradi za najboljši roman, pogostejši naglas na osnovi, torej kresnik. Na koncu pa še malo rekreacije, torej samostalnik košarka, košarka. To je zelo zanimiva problematika, ki se vedno znova odpre ob evropskih svetovnih prvenstvih. Naše raziskave kažejo, da se je 65% anketirancev odločilo za naglas na prvem besednem zlogu, torej košarka. Lahko gre za vpliv izvornega jezika, saj je bila beseda prevzeta iz hrvaščine, kjer je naglas na prvem besednem zlogu. Da bi karkoli vplival na glas oziroma samostalni koš, koša, je malo verjetno, saj v osnovi široki o. Vsekakor je sistemsko bolj upravičen naglas košarka, saj imamo tudi košarkarja, imamo košarkarico, imamo košarkarski, vendar v novih priročnikih je po mojem mnenju zato smiselno na prvem mestu še vedno navajati naglas košarka, ki je sistemsko upravičen in v rabi ni nesprejemljiv, kot enakovredno dvojnico pa tudi nesistemsko rešitev, ki pa je v rabi nekoliko bolj uveljavljena. Knjižni jezik je nek ustaljen sistem, vendar mora na podlagi gradiva raziskav sprejemati tudi neke spremembe. Še vedno je pomembno vodilo, tako kot pri tem standardizacijskem
postopku ta tako imenovana prožna ustaljenost, pojem, ki ga je v jezikoslovju uvedel Mathezius, torej da v knjižnem jeziku, če hoče ustrezati vsem potrebam kulturnega naroda, morajo soobstajati različne prvine časovnega razvoja, kot tudi različne prvine stilnih področij. Torej, upoštevati je treba tako naravni razvoj jezika, kot tudi sistem, izročilo in dogovor. Hvala lepa. Hvala kolegici Mirtič za zelo aktualizirano in tudi zelo konkretno predavanje, prispevek, ki bi lahko bil seveda daljši vsaj za 3-krat, če bi vse sporne primere izpostavili, ampak kar nekaj stvari, mislim, da zelo konkretnih smo vseeno dobili v uvid za nadaljnji razmislek in upajmo tudi za nadaljno raziskovanje tudi mlajših generacij vsekakor, čeprav kolegica Mirtič je zelo mlada, tako da, ampak rabimo še nove moči. Dobro, naslednji, ki bo na vrsti za sam nastop, sem sam, torej Hotibir Tivadar, ki vodim to okroglo mizo. Bom pa mogoče precej splošne termine poskušal izpostaviti, torej termine, ne termine, kar je kolegica imela zelo dober in pogosto v rabi problematičen zapis, bom kar rekel, torej besedo, ki potem seveda se razloči v termin in termin. Tu je v bistvu potrebno se vprašati predvsem za naslednjo zadevo, kar je kolegica že izpostavila, torej kaj je raba, kaj je sistem, sam pa tukaj na prvo mesto izpostavljam uporabnika. O tem bomo še govorili prav gotovo tudi na pravorečnem posvetu, o katerem je kolegica Mirtič že govorila, na katerega tudi boste dobili obvestilo preko spleta. Kaj je govorjeni knjižni jezik? To je zelo zanimiva tema. Sam tu vedno pravim, da je to nujna tema za diskusijo in bistveno je, da se o govorjenem knjižnem jeziku pogovarjamo. To je najpomembnejša stvar, ki jo sam kot znanstvenik v bistvu v zadnjih letih tudi poskušam izpostavljati in mislim, da napredek je jasen, viden. To, kar vidite na tej prosojnici, pa je na nek način klasični povzetek teorije knjižnega jezika, ki izhaja iz Prage. In tukaj seveda najvidnejši problem, ki je tu izpostavljen in termin je norma knjižnega jezika, oziroma seveda tudi norma ljudskega jezika, ampak v tem primeru norma knjižnega jezika. Zakaj? Ker pomemben del norme knjižnega jezika je kodifikacija. Tega v drugih jezikovnih zvrsteh nimamo, oziroma čim jezik dobi kodifikacijo, preide v knjižnost. In tu seveda pri normi pa poleg kodifikacije, s katero se mi vsi pogosto ukvarjamo in rečemo, a je prav, a ni prav, oziroma mladi v srednjih šolah govorijo, a je slovnično, slovnično pravilno mislijo s tem, ampak če govorimo zdaj o slovnici, slovnica bi v bistvu bila to, torej jezikovni sistem. Ampak jezikovni sistem je samo še en dodaten člen norme knjižnega jezika, kateri spada seveda tudi knjižna raba. Tu izpostavljam knjižna raba, ker je pomembno, v katerem govornem položaju se ta knjižni jezik govori. Sam izpostavljam javni in seveda formalni oziroma uradni govorni položaj. Predvsem bom pa kar izpostavil javnost. V javnosti načeloma smo zavezani upoštevati retorična pravila in če upoštevamo retorična pravila, nas to v veliki meri vleče v knjižni jezik. Kakšna pa je funkcija knjižnega jezika? V prvi vrsti seveda sporazumevalna, ampak obenem tudi narodno združevalna in narodno reprezentativna. To se mi zdi zelo pomembno. Tale polnofunkcijskost, ki jo tukaj vidite spodaj,
pa je namenjena predvsem v tem smislu govornih položajev. Slovenščina je sorazmerno mlad jezik v smislu vseh javnih formalnih položajev, predvsem tukaj izpostavljam državni jezik. V to državnost lahko vpletemo tudi jezik slovenske diplomacije oziroma jezik diplomacije, ki se šele zadnjih 30 let intenzivno razvija. Prav tako tudi jezik v vojski. Poznamo te dogodke, ki so se v 80 letih potem odvijali, ko v vojski načeloma se slovensko ni govorilo, čeprav formalno bi se v bistvu lahko, ampak pustimo to zgodovino. Za nazaj samo toliko izpostavljam, da logično, da govorjeni knjižni jezik nismo tako zelo poudarjali v preteklosti in zato tudi določenih raziskav nimamo tako intenzivno narejenih in razširjenih, ker je šele z državnostjo potem slovenščina postala tista, ki je tudi dejansko prepoznavna. Mogoče dva termina tukaj izpostavljam tudi v diskusijo, narodno proti nacionalno, ker v teoriji češkega jezikoslovja oziroma praškega jezikoslovja, da bom natančnejši, se je govorilo takrat seveda pretežno o narodnem. Danes je nacionalno, torej v etničnem smislu, danes je verjetno na slovenskem, pa tudi širše svetovno, ta nacionalni vidik zelo pomemben, nacionalni v smislu uporabnika jezika, v smislu države, ki ima lahko različno etnično pripadnost. To je zelo zapletena zadeva, sam sem jo poskušal v enem izmed člankov leta 2010 malo recimo zaključiti, ampak kar se mi zdi zelo pomembno pri vsem tem citatu, ki je zelo tako zapleten, bistvo je v tem, da dejansko ne smemo težiti k neki absolutnosti in da ne smemo jezik in tudi knjižni jezik zapirati pred možnostjo nadaljnjega razvoja. Ne v preteklo zgodovino, ne v nadaljnji razvoj v prihodnosti, sploh pa ne v sedanjosti. O tem se bomo morali še pogovarjati, mislim, da je to en podatek, ki je za širšo javnost tudi zelo pomemben, torej, da nismo prestrogi, bom čisto tako rekel, do uporabnikov jezika, da uporabniki jezika, če zdaj retorični vidik izpostavim, tudi z veseljem in z voljo govorijo ta jezik, v katerem živijo, torej slovenski knjižni jezik. Kje sta pravopis in pravorečje? Kolegica je izpostavila, da je pravorečje trenutno še ne zapisano v posebni knjigi, ampak je zapisano v knjigi, ki se ji pravi slovenski pravopis, torej kodificirano je znotraj slovenskega pravopisa in prav gotovo bo tudi nekoč v prihodnosti, mislim, da po 30 letih je čas, da se pravorečni priročnik samostojno tudi oblikuje, ampak vseeno bom sam izpostavil, da mogoče ni tako slabo, da je marsikaj zbrano v pravopisu, da je pravopis tisti, ki nam na nek način kaže smer razvoja knjižnega jezika, torej tega javnega, uradnega jezika. En citat mogoče, ki ga boste redko kje zasledili, študentom večkrat to poudarjam na predavanjih, če je vse dovoljeno, kot da ni nič dovoljeno, torej ni dobra pretirana variantnost, kar je kolegica tudi smiselno umestila v neko dvojničnost, ne pa da je bilo teh variant še več, še dodatno izpostavljene tudi neizpričane variante oziroma manj pogoste variante. Seveda pa, če so variante, jih moramo zapisati. To je ta zavezanost rabi in uporabnikov. Kaj si želijo uporabniki jezika, to je dostikrat zelo kočljivo vprašanje. Zato ga predvsem kot vprašanje za razmislek spet omenjam. Uporabniki jezika si načeloma želijo, da se bodo čim lažje sporazumevali, kar je tudi na nek način smiselno. Kar se moramo pa mi jezikoslovci zavedati, to pa je, da smo spremljevalci.
Tu sem izpostavil en izraz, bujraši. To so skratka nekoč bili naravni regulatorji, ljudje, ki so naravno regulirali strugo reke Mure, torej tisti, ki so naravno pomagali reki, da je tekla ne preveč invazivno na bregove in odnašala preveč dobre zemlje. Skratka, o bujraših ne bomo preveč, lahko si pogledate to tudi kot zanimivost. Upam, da bo v naslednjem letu možno izvesti prireditev, ki je za bujraše usmerjena. Tu bi rad samo to izpostavil, da moramo mi težiti k temu, da spremljamo tok jezika, da ga seveda spremljamo in delno reguliramo. Nikakor pa ne smemo biti mi preveč usmerjeni v neko posebno prestižno vlogo. Tu samo kratek citat oziroma prevod, v bistvu povzetek misli profesorice Nebeske, zakaj se je ta teorija knjižnega jezika razvijala. Skratka, ker je bila odtujenost takratnega češkega knjižnega jezika od rabe zelo velika. To ne mora biti kot opozorilo za naprej. To sem želel s temi bujraši izpostaviti. O nacionalnem bomo še dosti govorili v prihodnosti. Izpostavljam samo to, da globalno seveda pridobiva na veljavi, nacionalno s knjižnim jezikom pa vsekakor tudi danes je pomembno. Pomembna pa je tolerantnost, upoštevanje uporabnikov. In tu lahko se vračamo nazaj, 100 let nazaj in razmišljamo o knjižnem jeziku, da ga približujemo ljudem, da je kodifikacija namenjena za ljudi. Kar bi rad tukaj izpostavil, je pa naslednja sprememba okoliščin. To je pa spet 3 vprašanja za nadaljnji razmislek, ker namen raziskovanja je zastavljanje vprašanj in ugotavljanje tiste prave, koristne norme. Skratka, da se mi zavedamo okoliščin, v katerih živimo. In tu je veliko vprašanje, kaj se bo zgodilo s to digitalno dobo in kako bomo mi smiselno tudi razvijali jezik v naslednjih desetletjih. To mogoče eno tako bolj sociofonetično vprašanje. Prav gotovo pa knjižni jezik mora biti tisti, ki nam bo tudi preko, oziroma še posebej preko kamer in mikrofonov omogočal kakovostno sporazumevanje. To je bil moj prispevek. Bi kar predal naprej. Naprej bi kar predal besedo kolegici Gabrieli Mučkovi. Kolegica se oglaša iz Bratislave, tako da govorila pa bo o problemih kodifikacije knjižne slovaščine. Prispevek je tudi v zborniku povzetkov, kot vsi ostali prispevki. Prosojnice pa so tudi v globalnem, da se zdaj navežem naprej, v globalnem jeziku, to je v angleščini. Prvi del pa je na kratko v slovenščini tudi. Tako da predajam besedo kolegici Gabrieli Mučkovi, tako da prosim za besedo in veliko čast nam je, da ste z nami. Ďakujem pekne, Kotimír. Všetkých pozdravujem z Bratislavy. Milé študentky, milí študenti, kolegyne, kolegovia. Mnohí si v dňoch pandémie myslia, že ak sa už nemôžeme stretávať osobne, pomáhajú nám komunikovať technológie, Skype, Zoom, MS Teams. Je i nie je to tak. To, čo nám aj na diaľku umožňuje komunikovať, bol, je a stále bude len a len jazyk. Jazyk je ten zázrak, ktorý nám pomáha prekonať izoláciu a vzdelávať sa aj na diaľku. V tomto úvodnom príhovore sa k vám prihováram v slovenčine, v jazyku, ktorý sa volá
podobne ako váš materinský jazyk. Znie trošku podobne a zároveň odlišne. Mnoho podobného nájdeme aj v histórii oboch jazykov a v procesoch, ktoré sprevádzali ich kodifikáciu. Ako bolo uvedené v programe, stručne vám predstavím príbeh slovenčiny na ceste k jej súčasnému statusu moderného spisovného jazyka. Toľko po slovensky, and now as I can't speak Slovenian, but I'm very sorry about, I will switch to English for better comprehension or communication. So, if I have to characterize Slovak standard language as a codified language, we can pick three features. It is very young standard language. It has been developed in contact with more elaborated cultural European languages, and also during its codification, this process was accompanied with polemics and conflicts. So, another slide, please. When we think about the beginning of standard language, when does the standard language begin? We may say that, yes, it could be the period of the arise or preservation of the oldest written texts. And for Slovak language, it is in the 15th and 16th century. Or usually it is the time when the first description of orthography or grammar appear. So for Slovak language, it is the first description of orthography and some grammatical rules done by Anton Bernolák in 1787, so in the end of 18th century. Or we can also say it is work of Ludovic Štúr in the mid of 19th century. But I think that to think about the beginning of standard language, we can also in the time when this language acquires the status of official language, or the language of education, administration, policy, science, and so on. And from this point of view, Slovak language is only 100 years old, because the status of the official language, it gained only in 1918 after the rise of Czechoslovak Republic after the World War I. So just briefly, I would offer some milestones, historical milestones of this 100 years history. As I have mentioned, Anton Bernolák at the beginning of some tradition of descriptions of Slovak orthography and grammatical rules, and it was realized in his first work, Dissertatio Philologico Critica de Littere Slavorum, maybe the description of letters of Slovak language. This work was followed by other grammatical and lexicological works, and this codification was based on the southwestern variety, dialect variety of Slovak language. This language was used mainly in Catholic circles, and it was utilized in literary works, in some popularization works, and maybe newspaper. But it was followed in the mid of 19th century. It was followed by new codification. And this new codification of Ludovic Štúr arose in a very different political situation. That's why Ludovic Štúr selected from the dialect, territorial dialect variation of Slovak, he selected the northern central dialects as the base of new codification. And this motivation was mainly political, because these dialects were supposed least affected by any other languages like Polish or Czech. So
they were supposed to be the most pure, most authentic. His codification was described in the work Nauka reči slovenské. You can see it in the right side. And there is a myth or tradition, traditional conscious among Slovaks that our Slovak language has its roots in Ľudovít Štúr's codification. Yes, that's true when we think about the north central base of the Slovak language, but of course this language naturally developed or was modified during the period, but also it was the subject of several reforms and modifications. There are some most important years of reforms of this Štúr's codification or Štúr's norm. The last modification and the last edition of so-called rules of Slovak orthography, or as Tania mentioned, pravidlá slovenského pravopisu. So the last edition and modification was done in 1991. It is, well, it is too long, and now in the institute, in the Linguistic Institute, we prepare some new revised edition of this orthography rules, as well 30 years is pretty much after so great political and social changes in Slovakia. But not yet, please. Can you go? Yeah. What I want to stress again is the north central base of Slovak language, which is you can see on the right side, and yeah. And I will mention later that this Central Slovak base is somehow influenced and modified these days or recent times. Yes, the second, can you give me another slide? Yes, the second characteristics I mentioned was the contact, language contacts and influence of other more developed literary languages used in the Middle Europe. And you can see several languages here written like Latin, German after the German colonization in the Upper Hungary. Of course, Hungarian, as we were for a long time a part of Hungarian kingdom. Also Russian in later times, and nowadays, of course, it's not unusual. It is English, which influences Slovak language mainly in vocabulary. But among those languages, or contact languages to Slovak, Czech has some, you can say, special position, because there were historical contacts from, I don't know, 13th, 14th century. Czech started to be used in administration, science, literature, religion in 15th century in the territory of today's Slovakia. Then in the 16th century, it started to be a language of Evangelical Lutheran Church. And also it was used in education and administration. Since 1919, as I have mentioned, we were in a common political state, so we live in a social bilingualism, which is very good condition for mutual influences and contacts. And for the less advanced or less elaborate developed Slovak, usually Czech was this natural source of enrichment of the vocabulary of Slovak. So when we say that these two languages were mutually in contact, the influence was nearly unidirectional. It means that Czech affected Slovak language far more than it happened vice versa. This was a very natural situation, but
sometimes this influence of Czech language was felt as a negative feature because people or linguists or philologists believe that it threats the identity or individuality of the Slovak language. Vice versa, there were sometimes tendencies to unify Czech and Slovak. To unify, it means to approximate gradually Slovak language to Czech with the aim to identify languages, so to support Czech language as a language for the whole state. And these tendencies were mainly motivated politically, with political ideologies, and they, at the same time, they motivate some reactions among the Slovak linguists or literary authors or I don't know, educated people. And this natural process of approximation, supported with the political conscious efforts, motivated so-called anti-Czech purism, which is our very typical context in which the Slovak language is developed. Yes, that's why the third characteristic feature of the Slovak standard language and its development is that it is always, or it lives always in a context of polemics and discussions. Here I gave two columns. In the right column, you can see some activities which try to separate language from the Czech. And on the left side, there are vice versa activities which tends to approximate Slovak to Czech language. Or so it is very known concept of Slavic reciprocity of Jan Kollár, and there was a very great discussion with Ludovic Štúr, who supported independent Slovak. Then we can mention interwar period where in 1931 there were publication of the first orthography rules by Czech linguist Václav Vážný, and the aim of these rules was to identify Slovak and Czech, because this period was marked with the ideology of Czechoslovak nation, Czechoslovak state, and Czechoslovak language. So also in the Constitution of Czechoslovak Republic, it is written that the language of Czechoslovak Republic is the Czechoslovak language. In reality, this language never exists. Okay, so these political efforts motivated some, of course, reactions and very extreme reactions. And in this period, we can see the beginning of this anti-Czech Slovak purism, at the beginning connected with the name of Henrik Bartek. Maybe very similar process took part in the mid of 20th century, where there were another efforts to intentional approximation of Czech and Slovak, and it was following with a new wave of Czech, anti-Czech purism. But also nowadays, we may say that we live in a polemics or in discussion, and this discussion is mainly between linguists, social linguists, who have some liberal approach to language dynamics, accepting influence of Czech language, English language, and accepting the dynamic feature which are motivated with the change on the center, of the political and cultural center, because in 1920, the center of the Slovakia was moved from the north, middle Slovakia, to the southwest part, to Bratislava as a capital. And it is very natural that the dialect surrounding of Bratislava
has an influence with this dialect features, influences the base, this Middle Slovak base of contemporary Slovak, mainly in media, in public spheres. So this is very often criticized by linguists who support or prefer this prescriptive approach to the language, or they insist on preservation of norms, codified norms proceeding from the preceding orthography rules, and they very often criticize incorrect or bad language use in, I don't know, in media, in TV, in newspapers. And well, Ludovic Tur there is because they usually recommend us that, well, what would Ludovic Tur say if he sees this situation and this state of Slovak language, that he would be unhappy about the situation? But well, I think it's not true, because I think that Ludovic Tur, I'm sure he would be very happy if he see how modern, elaborated, functional language Slovak is. So Ludovic Tur now functions like a symbol of some pure language, but in reality, the changes and dynamics which take part in contemporary development of Slovak language, they are absolutely normal and natural, comes from natural communication needs and so on. So the last picture, it is also Ludovic Tur, of course, and he says that I think they need me. But yes, it is about that bad language. STV means the Slovak television, and there are, I don't know, names of other TV channels. So he is crying about the state of Slovak language, and he thinks he should come back. But yeah, but I think that Slovak language now is absolutely in a perfect condition. And ďakujem pekne za pozornosť a dovidenia. Hvala lepa, hvala za trojezično predavanje. Tako da tudi zelo dobro sliko, to moram dodati. Hvala kolegici Gabrieli Mučkovi iz Bratislave. V diskusiji bomo lahko še kaj dopolnili, ampak hitimo naprej kolegu Jozefu Palaju, ki je prav tako na Slovaškem, ampak drugače je pa on naš. Se pravi, profesor na slovakistiki v Ljubljani, torej na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Kolega Palaj pa bo ravno tu na nek način nadaljeval, kar je kolegica Mučkova tudi zaključila, torej zelo pomemben del, kaj je sedaj ta purizem. Torej, in tu slovensko-slovaške sporednice jezikovnega purizma. Tako da predajam besedo. Jozef, jaz, če bom prepočasen, tako da hvala Gabrieli in Tanji, glede premikanja prosojnic mi kar povejte. Dobro, tako da Jozef, izvoli, mikrofon je tvoj, in če bo treba hitreje premikati, mi povej, ali počasneje tudi. Tako da, izvoli. No, zdaj sem ga pa tikal, zato ker sva cimra v kabinetu bila dolgo časa. Dobro, hecam se. V redu, izvolite, Jozef Palaj, profesor z Ljubljanske univerze iz Bratislave. Tako da, mikrofon, Jozef. Dobro, se slišimo? Ja. Ja, hvala lepa, Hotimir. Drage študentke, dragi študenti, če slučajno še sedite med nami, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, torej k problemu jezikovnega purizma. Ne vem, ali je ta termin, zdaj sem se naučil od gospe Mirtič, da sem cel čas napačno izgovarjal termin med predavanji. Ta termin je sigurno strokovnjakom znan.
Ne vem, če je tudi znan študentom, mislim, dijakom gimnazije, ki so trenutno z nami. Lahko greš naprej, Hotimir. To se pravi, bi bila vsebina predavanja, to se pravi problem purizma, ja, in mogoče za zaključek, če sploh še študentje bojo z nami, mogoče par vprašanj, ja, kako dojemajo študentje ta problem purizma, potem, ko bojo poslušali pač to moje kratko predavanje. Lahko naprej. Samo za študente navajam, mislim, z veseljem vedno navajam, poglejte te termine slovenščina, slovenčina, slovenski, slovenski, slovenka, slovenka, slovenec, Slovak, ja, pač to je dejstvo, zakaj sva mi dva, naša dva naroda, mislim, sva se poimenovala enako, se imenujemo enako, ne. Po Ramovšu, ker smo vedno bili pod nadvlado drugih, kulturno-civilizacijsko močnejših narodov, ja, po Šimonu Ondrušu isto podobno v istem duhu, pač da je to posledica srednjeveške delitve Ogrske na komitate in s tem tudi nesorodnost prebivalstva, regionalni partikularizem prebivalstva, ki se ni povezoval, ja, in ni bil toliko številčni. Naprej. Pač neka taka splošna, res splošna definicija, jezikovni purizem, oziroma, oprostite, jezikovni purizem je pač oblika jezikoslovne ideologije, je jezikoslovna ideologija, ki pomeni, to so torej misli, ideologije so misli, mišljenjski konstrukti za interpretacijo, razlago in legitimizacijo jezikovnih dejstev ter verbalne komunikacije na splošno. Obsegajo misli o jeziku, o njegovih prvinah, to se pravi o posameznih besedah, slovničnih strukturah, misli o načinu delovanja na splošno ali posameznih jezikih v jezikovnih skupnostih, misli o verbalnem obnašanju govorcev, odnosu enega jezika do drugega, ja, jezikovnih vlogah in tako naprej in tako naprej. Hvala. So del torej vedno jezikovne kulture vsakega naroda. Jezikovni purizem je vedno skupaj s pač jezikovnim načrtovanjem in z jezikovnim menedžmentom vedno tvori nekako jedro jezikovne politike vsake države. Ja? To se pravi, kaj je jezikovna politika, pač to so različne stopnje avtoritativne, uveljavljanja avtoritativnih odločb. Ja, to so pač misli, tudi odnos do sprejemanja novih besed, kot sem malce orisal v definiciji jezikovnega purizma, ja, ki lahko dobi podobo negativnega obrambništva. Upam, da je termin v redu. Ja, zoper se tudi takrat postaja pač jezikovna politika, ja, puristična. Jezikovni purizem se kaže na 3 različne načine. Prvič, zavrača nove tendencije, pojave ter v sodobnosti povzdiguje stare. Ja. Drugič, za vzor knjižnega jezika daje ljudski govor. Tretjič, odstranjuje iz jezika že ustaljene tuje primesi. In četrtič, se brani pred prevzemanjem novih prvin. V jezikovni kulturi pa velja za pojav ideološkega konzervatizma, ja, in se pojavlja kot obramba, ja, pred čezmernim in nepotrebnim prevzemanjem novih besed. Lahko gremo naprej. Z diahronega vidika, z razvojnega vidika, torej se pojavlja relativno zgodaj v zgodovini naših narodov in doseže vrh procesu standardizacije knjižnega jezika. V trenutku, ko pa doseže avtonomije, vsak jezik, ja, prestiž jezikovnega purizma s časom postopoma oslabi. Najpogostejše klasifikacije dihotomije pač zmerni skrajni, ja, in tipične definicijske dihotomije purizma sta 2 nasprotnosti, pač ljudski jezik proti umetnemu jeziku, domače proti tujemu, ja, kar je seveda aluzija na slogan skoraj vseh nacionalističnih političnih strank: tujega nočemo, svojega ne damo. Cudzije ne chceme, svoje si ne dame. Lahko gremo naprej. Jezikovni purizem velja na splošno za negativen pojav. Ja.
In z tega stališča veliko tako imenovanih jezikovnih branilcev veliko teh branilcev sledi, da pozitivni zmerni purizem sploh ne more biti purizem. Ja. Najpogostejše situacije nastanka jezikovnega purizma je torej standardizacija jezika, če hočete kodifikacija, jezikovni kontakt, ja, kot temelj morebitnega jezikovnega konflikta in jezikovne spremembe v sistemu in rabi, torej v uzusu. Lahko naprej. Ja, po Thomasu za študente vsaj nek pregled, ja, vrste jezikovnega purizma, arhaični, recimo poskus približanja jezika starejšim razvojnim obdobjem, etnografski, ja, purizem so prizadevanja za približanje standardnega jezika ljudskemu jeziku. Zdaj ne vem, ali je pravilni izraz ljudski jezik ali ljudski govor. V slovaščini bolj uporabljamo izraz ljudski govor. Ne vem, kaj bi bilo pravilno. Elitarni kot poskus približanja jezika jeziku višjih slojev, reformistični, reformira jezik s pomočjo odstranjevanja določenih pač prvin, struktur, igrivi predstavlja igro z jezikom, ksenofobni je proti tujim vplivom, protipuristični je v bistvu puristična reakcija na purizem. Ja, to je tudi po Thomasu torej vrsta purizma. Naprej. Eksterni in interni dejavniki jezikovnega purizma za slovenščino in slovaščino. Ja? Torej, eksterni, zunanji dejavniki, zunanje grožnje. Ja? V zgodovini za slovenščino bila sigurno odgovorna nemščina, je bila odgovorna nemščina, srbohrvaščina, za Kopitarja celo češčina, ja, v sedanjosti angleščina, za slovaščino v preteklosti madžarščina, nemščina, češčina, angleščina. Kolegica Gabi Kamučkova je še navedla ruščino in v bistvu ja, v 19. stoletju sigurno, v času relativno masovnega prevzemanja teh izposojenk. Interni dejavniki so za slovenščino in slovaščino, kar je po mojem pomembno, je odgovoren je za naš purizem deficit kontinualne pisne tradicije, to se pravi, oba naša jezika nimata srednjeveške pisne tradicije in sta relativno mlada jezika. Kolegici Mučkovi se opravičujem na tem mestu, da sem si dovolil v predgovoru poimenovati slovaščino kot mlajšo sestro slovenščine, na podlagi tega, ker nimamo uradnih takih reprezentativnih zapisov, kot jih ima recimo slovenščina, primeru Trubarjevega katehizma in abecednika z leta 1550, ja, kar velja za začetek knjižne pisne tradicije slovenščine. Slovaki tukaj smo malce bolj ozki in trdimo, standardizacija, kodifikacija jezika lahko začne šele takrat, ko so izpolnjeni tri pogoji. Da obstaja nek filozofski spis, ja, sploh neka utemeljitev sploh potrebe po jeziku, če obstaja slovnica in ko obstaja še slovar. Takrat šele lahko govorimo o knjižnem jeziku. Iz tega vidika, recimo, iz tega razloga tudi ne priznavam nekako status uradne kodifikacije, recimo tem ponatisom, tako imenovanim kalvinskim, recimo tiskom, kalvinskemu tisku, recimo iz 17. stoletja. Ja, se ne priznava uradno kot začetek. To se pravi, to sta naša dva problema, deficit kontinualne tradicije in izjemna narečna razdrobljenost kot notranji, interni dejavnik, notranja grožnja, zakaj nam je tako dolgo trajalo, da smo pač standardizirali, da smo kodificirali naše jezike. Lahko naprej. To se pravi, to sem že omenil, Trubar 1550 in glede purizma, ja, v zvezi s purizmom, to je začetek v bistvu novodobnega slovenskega purizma, če sem prav dojel z literature, ki sem jo jaz kot tujec moral malce prebrati, naštudirati, ja, ker pač Dalmatin in Krelj sta kritizirala Trubarjeve knjige s tem, da sta mu očitala preveč nemških
nemških izposojenk. Ja? In takrat posledica tega je bilo masivno pač izposojevanje iz slovanskih jezikov. Za mene je to recimo zanimiva trditev. Krelj celo predlaga prevzeti cirilico, evangeličani predlagajo celo uporabo drugega jezika. Mogoče mi boste pol odgovorili na vprašanje, kaj je s tem mišljeno. To sem našel v literaturi. Kakšen drugi jezik so predlagali evangeličani? Ja, slovaški evangeličani so analogno, ja, so tudi uporabljali za bogoslužbene namene, ja, in liturgične namene češčino. In češčina nasploh velja kot pisni jezik Slovakov minimalno od 15. do maksimalno recimo 17. stoletja. Ja, poglejte, Hren, Schönleben, obdobju proti reformaciji začenja se pač odstranjevanje germanizmov in v obdobju razsvetljenstva sta tukaj dva imena, Kumerdej in Klin, lahko naprej. Torej, germanizmi se zamenjujejo s hrvatizmi in bohemizmi, v času Vodnika z rusizmi, v času Kopitarja cveti etnografski jezikovni purizem, torej poudarjanje jezika slovenskih kmetov. Ja, tukaj ne vidim besedila malce. Naslanjam se samo na slovanske besede, na katere ne vpliva nemščina, recimo Kopitar, ja, in iz tega razloga zavrača hrvaščino in tudi češčino. Ja. Po letu 1848 obsesija prevzemanja slavizmov, ja, in to je obdobje velikih idej, vseslovanskih idej, ja, ideje slovanske vzajemnosti, ja, ki je v vašem južnoslovanskem prostoru nekako nadomeščena z idejo oziroma analogno deluje ideja ilirizma, to se pravi južnoslovanske vzajemnosti. In kako bom na sklepu povedal, to je v bistvu tudi začetek razlik v jezikovnem purizmu med obema našima jezikoma. Recimo, glih to 19. stoletje, od takrat se nekako jezikovni purizem obrača kontra, en proti drugemu. Ja? Kako bom kasneje še malce pokazal. Dobro, Hotimir, mislim prej tako. Dobro. Pač ta ideja ilirizma se je pri vas izjemno močno širila. Poglejte, Štajerec, Stanko Bras sem prebral, da je on v bistvu tisti importer jezikov, mislim, te ideje ilirizma, proti so bili Čop pa France Prešeren, čeprav sam Prešeren ni uporabljal svoj tvorbi slovanskih izposojenk, ampak je kritiziral vse, ki so bili proti germanizmom, tudi v primerih, ko ni obstajal domači izraz. Zanimivo. Lahko naprej. Jože Toporišič je zapisal leta 1966, kar je zanimivo za nas, da po češko pišoča dva Slovaka, Jan Kolar in Pavol Jozef Šafarik, sta na koncu 30 let največ vplivala na knjižno slovenščino. Ja? In sicer je Kolar je pač v svojem znanem delu je pač razvrščal 4 glavne slovanske jezike, ostale jezike navaja kot narečja oziroma podnarečja, in Šafarik, ja, ki je deloval na univerzi na Dunaju, je predlagal Slovencem 2 knjižna jezika. Ilirski za literaturo višjih slovev, pa slovenski za potrebe širokega prebivalstva. Zanimivo. Ja, in posledica tega je bila pač te ideje vzajemnosti, pač, kot sem rekel, celo skoraj obsesija, ja, modni val prevzemanja iz slovanskih jezikov, celo na fonični ravni. Ja. Ta jezik je Janez Blajvajs poimenoval ironično lunin jezik, bil je jezik časopisov, prisoten zlasti v publicistiki. Ja, pol sledi na ta razvoj val novoilirizma, kratko pred svetovno vojno, predsednik, glavni predstavnik mislim, teh tokov je bil Fran Ilešič, predsednik Matice, Slovenske Matice, lahko naprej.
To se pravi, zdaj, če bi zdaj malce tak na hitro prebrskal zgodovino slovaškega purizma, ja, to se pravi, ta naš purizem tudi nastaja veliko prej kot v fazi tako imenovane razvojni fazi slovaščine, tako imenovane slovakizirane češčine oziroma bohemizirane slovaščine. Še veliko prej lahko najdemo že neke prve navedbe misli, puristične, mislim, vsaj implicitno, recimo konkretno v gramatiki, češki gramatiki. Ja, je Slovak, avtor je bil te gramatike Slovak Vavrinec Benedikt Znedožer, ja, primerja slovaščino z normo kraljske češčine, ja, pač, ki se je uradno uporabljala v pisni obliki, ki so jo uporabljali evangeličani še mogoče do, ne vem, 18. 19. stoletja. Tam je ta Slovak znemirjen nad stanjem za skrb za lastni slovaški jezik. Jaz to smatram recimo za začetek nekega novodobnega purizma, recimo te izjave v predgovoru te češke gramatike. Ja, podobno je naredil avtor druge znane gramatike, slovaško-češke gramatike, kjer primerja slovakizirano češčino oziroma bohemizirano češčino s češčino, torej Pavel Doležal, 18. stoletje. Kolegica je že povedala, vse letnike je navedla za prvo kodifikacijo, drugo kodifikacijo, ne bom se ponavljal, to je torej začetek pisne, kontinualne, knjižne pisne tradicije slovaščine, to se pravi knjižnega jezika. Ta prva kodifikacija se ni prijela, je bila zgrajena na kulturni zahodni slovaščini, ker je pač zahodna Slovaška je bil center nekako izobraževanja še v ogorskem času teh turških napadov, je v mestu Trnava je bila zgrajena prva kompletna ogorska univerza, ki se je kasneje preselila v Budimpešto. Ja, ta jezik je Ludovič Tur nekako, mislim, njegova generacija je naredila en pač močan korak in je rekla, ta zahodnoslovaška varianta, kulturna varianta, ni dovolj distinktivna od češčine in se je odločil za severno, srednjo slovaščino kot temelj knjižnega jezika, ki bi bil neka vrsta kompromisa med zahodom in vzhodom Slovaške in neka vrsta in dovolj močen argument za delimitacijo pač od češčine. Lahko naprej. Tukaj sem na koncu še napisal, znani slovaški profesor Gejza Horak je v enem članku zapisal zanimivo misel, če bi ta korak recimo v 19. stoletju naredili Hrvati, ja, v 19. stoletju nikoli ne bi imeli teh težav, ki jih imajo trenutno recimo z delimitacijo od srbščine. In kot sem omenil na začetku, to obdobje 19. stoletja je začetek nekega kontrarazvoja slovenščine, slovenskega in slovaškega purizma in sploh razvoja obeh jezikov, ker pač ta naš Ludovič Tur, ki ga omenjala kolegica, da je velja v bistvu za onega res osnovatelja sodobne, moderne knjižne slovaščine, ta Štur je naredil zelo pomemben korak in sicer s tem, da je definiral to slovansko vzajemnost drugače, kot jo je definiral Kolar ali pa drugi. In sicer Štur je trdil, da je ta vzajemnost močna takrat, to se pravi v posameznosti, to se pravi, ko bo posamezna veja slovanskih narodov močna in samostojna, avtohtona, šele takrat, lahko govorimo o neki močni slovanski družini. To se pravi, on je videl moč te ideje v posameznih narodih in ne neki obliki nasilnega poenotevanja, ideološkega poenotevanja. Ja, lahko gremo samo naprej, pač te tendence so bile in mi smo se od takrat, seveda to je bilo obdobje nastanka protičeškega purizma, ko so se Slovaki vedno več emancipirali, čeprav so še na začetku 20. leta rabili marsikaj iz češčine
zlasti iz terminologije, ne vem, kakšne botanike, zoologije. Torej, češčina je bila vedno za Slovake. Vzor, v tem ozračju nastanka recimo novih držav po prvi vojni so Slovaki nekako pač v tem ozračju pač navdušenja nad dejstvom, da smo prvič v zgodovini samostojni narod, so Slovaki nekako lojalno nastopali tudi proti češčini, kar je bilo malce, ja, kot je navedla profesorica Tonkova danes dopoldne, malce je strani recimo češke reprezentacije bilo malce zlorabljeno, ja, ta češki pogled tudi na zgodovino, ja, razvoj je bil v nekem smislu dominanten in posledica tega je bila, da so nastala slovaška pravila, pravopisna pravila leta 31, ki so bila popolnoma en miks, ja, en konglomerat nekih čeških in slovaških jezikovnih prvin, pač neka vrsta res čehoslovakizma, to se pravi češko-slovaškega ilirizma spet, ne, v smislu češčina in slovaščina sta en jezik, samo z dvema vejama. Ja, to tezo je zagovarjal osnovatelj praškega strukturalizma Bohuslav Havranek še po drugi svetovni vojni, recimo. No, in seveda reakcija, isto kot v Sloveniji, reakcija na novoilirizem v obliki Antona Breznika in njegovega pravopisa, ki je vrednoten kot ekstremno purističen. Ista reakcija je bila na Slovaškem, pač mladi jezikoslovec Henrik Bartek iz Slovaške matice, ja, ker so v Slovaški matici protestirali proti tem pravilam slovaškega pravopisa z leta 31, se je zavzel in je napisal nova slovaška pravila pravopisa, ki sta bila paradoksalno v času vojne Slovaške republike, nista bila sprejeta in kot preveč puristična, ne, proti češko puristična in šele po drugi svetovni vojni v bistvu, ko je ta Henrik Bartek recimo moral emigrirati kot predstavnik ekstremnega purizma, pa nekako predstavnik vojne Slovaške republike, ker je bil baje imenovan kot profesor Bratislavske univerze. Ja, šele stanje po drugi vojni in nova pravila v bistvu sta pokazala, da so bili misli Barteka recimo izjemno produktivni in šele takrat v teh novih pravilih slovaškega pravopisa z leta 53 prihaja do res delimitacije in nastanka enega reprezentativnega, recimo, pravopisnega dela. Jaz na kratko, samo res za zaključek, da pač celotno 20. stoletje, pa zlasti druga polovica 20. stoletja v Jugoslaviji je bila zanimiva z vidika Slovencev, ne. Paradoksalno po drugi svetovni vojni recimo kritizira vaš Jože Toporišič situacijo v tem smislu, da za to mešanje, za to množično izposojevanje iz srbohrvaščine in za ta prizadevanja so takrat neodgovorni Srbi, kot recimo pred drugo svetovno vojno, ki so vedno nekako na nek način bremzali Slovence v njihovem razvoju, emancipatorijskem razvoju. Kritizira Toporišič Slovence, lastne Slovence, ki po njegovem so odgovorni za preveč, za prekomerno, čezmerno prevzemanje ali pa utrjevanje srbohrvatizmu v slovenščini. To je bilo seveda povezano z vašo situacijo, ja, ko je bila pač srbohrvaščina uradni jezik, kot je profesor Tivadar že rekel, v vojski, v vaši letalski družbi, ja, slovenski, v strankarski literaturi je bila srbohrvaščina je bil edini glavni jezik. Pač obstajajo nekaj vaših puristov, Janez Gradišnik, nekaj imen, ja, ki so bili proti temu, ampak tudi en cel kup zmernih
zmernih puristov, kot je bil sam Toporišič, in tudi nepuristov, ja, ki so označevani kot nepuristi, recimo profesorica Ada Vidovič Muha, Korošec, Novak, Pogorelec in tako naprej. Jaz bi samo za absolutni zaključek, analogno je na Slovaškem nekako potekala, zdaj paradoksalno še več poteka neka vrsta hibridizacije češčine slovaščine, zlasti po nastanku dveh držav, in kar je povezano, po mojem, z masovnim razvojem medijev. Samo za zaključek, zdaj vprašanje, ker sem sedel 4 leta v komisiji, v KDMŠ komisiji za dodiplomski magistrski študij in zanima me mogoče v diskusiji stanje slovenskih avtoritet, glede recimo vprašanja, da bomo recimo mogoče prevzeli angleščino kot jezik izobraževanja na Univerzi v Ljubljani. Hvala lepa za pozornost. Hvala Jožefu. Zelo aktualno je tudi zaključil Jožef, skratka, problem angleščine, ki potem spodbuja tudi marsikatero ideološko razpravo, je pa to pač svet, ki ga živimo, kar je tudi kolegica Mučkova izpostavila v svojem uvodnem nagovoru. Tako da sedaj odpiram diskusijo. Kolegi so na voljo, smo na voljo, tako da vseeno, čeprav smo malo podaljšali, si lahko vzamemo še 5 minut. Do noči je sicer še dolgo, tako da postane noč, traja še 3-4 ure, ampak tako dolgo ne bomo diskutirali. Tako da kar lepo prosim za vprašanja za kolegico Mirtič, mogoče kar gremo po vrsti, da malo vas izzovem, kakšno vprašanje za kolegico Mirtič. Vsi smo se na njo, mi predavatelji, že sklicevali, je še kakšna stvar dodatno, recimo za razložiti. Jaz lahko vprašal, gospod Mirtič? Tako, Jožef, izvoli. Obstaja slučajno kakšen praktični, didaktični pripomoček, recimo za nas tujce, ki pač mešamo naglaševanje, pač termin, ja, pa drugi košar. Če obstaja nekaj, ki bi jaz kontraste nekaj našel, pregledno, vsaj najbolj pogoste kontraste, recimo. Ja, da bi prav, a se slišimo? Si, ja. Da bi prav obstajal priročnik, kjer bi bili ti, ne vem, ta pomenska razločevalna vloga, pa da bi bilo vse to zbrano, ni, ampak drugače pa na glasne podatke da dobiti na portalu Fran, www.fran.si v teh priročnikih. Najaktualnejši so v ESSKJ-ju, torej v tem novem rastočem slovarju, novem SSKJ-ju, ki nastaja postopoma. Drugače, o teh najnovejših besedah so pa ti naglasni podatki še v sprotnem slovarju od avtorja Domna Krvine. Torej, da bi bilo pa to prav zbrano, neke malenkosti seveda so v pravopisu, pa v uvodu SSKJ-ja. Žal ne. Hvala. Še kakšno vprašanje? Študentje, kolegi. Domen Krvina, izvolite. Se slišimo, dobro? Ja, vsekako. Ja, jaz bi najprej pohvalil vse predavatelje, tam so še neke druge ponudbe v Noči raziskovalcev, nekaj sem še kliknil, ampak tam je bilo vse nekako navaden, samo neka glasba. Sem hotel, pa sem prišel sem in to je to, kar mislim, da je fajn, da sem ta čas porabil. Sicer sem še par drugih stvari zraven delal, ampak poslušal kar podrobno. Najprej pohvalil vse predavatelje, ker ste zelo, seveda v času ste bili omejeni tukaj nekaj, ampak ste vsak zelo dobro svoj element predstavili, neka taka celota z vidika slovenščine in slovaščine, so se videle in podobnosti in razlike, predvsej podobnosti, nekaj tudi razlik. Tudi vsi te, pri kolegu Palju bi izpostavil zelo dobro ta razdelitev purizma, se pravi, si predstavljamo purizem, ja, to je samo en tip, ampak več lahko rečemo elementov ali pa prav, ne bomo zdaj rekli usmeritev, ker najbolj se zadeve prepletajo, ampak več načini, mogoče pa načini, kako se izkazuje purizem, to je bilo zelo v redu.
No, zdaj bi pa še nekaj, kaj Tanja omenila, še sprotni slovar in oblike. Ja, to je tako, seveda Tanja dela lematsko bazo, v sprotnem je pa zadeva taka, da tam prihaja marsikaj. In večino tega, kar enot predlagajo uporabniki, treba je tudi vedeti, da za zadnja 2-3 leta več kot polovica besed, ki so v sprotnem, jih celo v korpusu Gigafida 2.0 posodobljenem ni ali pa ima zelo nizko frekvenco, tam 8 ali manj. In seveda to poleg nekih problemov pri redakciji, ker je razmeroma gradiva, tudi za Tanjo, ker Tanja je tam urednica v sprotnem, odgovorna za oblike, nekaj naredi sama, nekaj sodeluje, je kar težava, se pa tam pač kažejo, ne vem, in pri naglaševanju in pri drugih zadevah, recimo, sedaj ena stvar je čist zapis, skupaj narazen, drugo pa pravorečne zadeve, kako in potem se mi zdi, da Tanja nekako kot dobi neke indice iz anket, recimo to, kar dela za lematsko bazo, da potem skuša nekako to aplicirati tudi na to novejše besede, če pa so kakršnikoli dvomi in se recimo več ljudi niti znotraj ne more poenotiti, kako bi pa to pride tudi v anketo. Tako da to, ko izpolnjujete te ankete, to lahko Tanja potrdi, so včasih noter zadeve tudi iz sprotnega, ker to je itak dinamično med ESSK in sprotnim, ko bo raba dovolj narasla nečesa, kar v sprotnem lahko to pride v ESSK-ja. Ok, hvala za dopolnitev kolegu in pohvale vsekakor, kolega Krvina, hvala lepa. Še kakšno vprašanje, nujno, če ne... Hotimir, če lahko. No, ne vprašanje. Tanja Kocijančič. Antolik, malo slabše te slišimo, tako da glasneje govori. Ok, mogoče samo eno opažanje, ki izhaja iz češčine, ampak kot smo videli, češčina je zelo povezana tudi s slovaščino, tako da mogoče paše v ta kontekst. Jaz sem se pred nekaj leti preselila na Češko, in sem iskala v knjigarni nek učbenik za tujce, za učenje češčine, in sem bila zelo presenečena, koliko imajo tukaj knjig, kako pravilno govoriti češko. In sem si najprej mislila, tukaj je tak trg za češčino kot tuj jezik, pa sem kmalu ugotovila, da to ni za tujce, to je za Čehe. In da je tukaj nekako tako prepričanje, da vsako gospodinjstvo mora imeti priročnik, kako se pravilno govori češko, zato ker je to nekaj, kar je včasih težko in moraš pač v strokovno literaturo pogledati, kako pravilno nekaj povedati. Pa jaz iz svojega časa odraščanja v Sloveniji nikoli nisem, ne vem, meni osebno na kraj pameti padlo nekam pogledati, kako se pravilno nekaj reče, tudi ne poznam druge, nikoli nisem to zasledila, da bi to v Sloveniji bilo tako v zavesti ljudi, da pa obstaja pravilno, pa moramo to preveriti, da bomo res pravilno. Ali mogoče ima kdo, ne vem, kakšen komentar na to? Tu verjetno v zavesti, ker si ravno omenila zavest, prav gotovo vsaj v procesu šolanja, v osnovni, srednji šoli se opozarja na pravilno izreko, torej knjižno izreko. Glede samih konkretno knjig in priročnikov je pa to, kar je kolegica Mirtič tudi omenila. En problem je, po mojem mnenju, vezan tudi na to sorazmerno mladost uradne slovenščine, kar jaz sicer jemljem kot pozitivno, ampak to je pač teh 30 let. To je ena zadeva, drugo mislim pa, da je tudi prav založniška, objavljalska kultura. Tako se vsaj sam Češko ves čas doživljal, tam se je bistveno hitreje kakšna stvar izdala, medtem ko pri nas pa vedno zelo, zelo pretrese, a sedaj bi to izdali ali ne bi, ali je dovolj dobro, to je ta, sam temu pravim, sakralizacija in taken sakralni odnos do slovenščine. Ne smem kaj preveč jaz sedaj svojega mnenja izražati preko nekega učbenika, recimo. To mogoče, to je moje opažanje, tudi izkušnja teh 12 let, ko sem v bistvu vsako leto bil najmanj enkrat na Karlovi univerzi v Pragi. In tam občutek je čisto drug bil.
glede izdajanja. Zdaj ne vem, kako je to na mladi slovaški univerzi oziroma v mlajši državi, recimo v tem smislu prestižnosti. Mislim, pri nas, mislim, da se zdaj vse stvar spreminja, no. Gre na pozitivno, ne? Ampak bo še trajalo. Ne? Tako jaz pač dojemam ta odnos do jezika in učbenikov. Imamo pa dosti knjig, recimo za učenje tujcev, za slovenščino. Ne? To pa imate ogromno, ne? To mogoče vseeno, da izpostavim. Ne? Ogromno knjig imate za učenje slovenščine kot drugega tujega jezika. Ne? Tega je pa ogromno sedaj. In to je pač inštitucija, ki je to razvila. Ne? In upajmo, da se bo v prihodnje tudi to naprej razvijalo, ker se razvija. No? Ampak to nas čaka verjetno, predvidevam. Slovenija ni imela retorično pravorečnega središča znotraj SFRJ. Moje mnenje, kot vidim južnoslovanski in zahodnoslovanski prostor. Dobro. Hvala Tanji za komentar. Tanji Kocijančič-Antolik iz Prage. Če ni nobenih nujnih vprašanj, bi se vsem zelo lepo zahvalil. Vsi kolegi smo dostopni tudi preko e-maila, tako kolegica Gabriela Mučkova, jo dobite na e-mail naslovu, tako da lahko se na kakšno vprašanje tudi neposredno obrnete. Prav tako pa tudi mi ljubljanski kolegi. Tako da jaz bi tu zaključil, mogoče besedo še Gabrieli. Si priklopila mikrofon, si še kaj želela dodati? To ani nie, len chcem ubezpečiť, že kedykoľvek mi môžete napísať, keby ste sa čokoľvek chceli opýtať o slovenčine, slovenskej jazykovej situácii, histórii, dialektoch, aj na fakulte, aj v jazykovom ústave. Budeme radi. A ďakujem pekne, že som mohla byť medzi vami a vidieť túto noc výskumníkov. Hvala tudi tebi. Še kakšno besedo za konec, Jozef iz Bratislave, slovakist iz Bratislave? Hvala lepa vsem in hvala tudi kolegici Mučkovi, da je sprejela naše povabilo. V tej datoteki so... Dobro, v redu, bomo kar zaključili, tako da lepo se imejte, vse dobro in ostajamo na zvezi, tako da se v digitalnem svetu še kdaj vidimo, upam pa, da kmalu tudi v živo. Lep pozdrav na vse konce sveta. Enako. Videnje. Vidanje. Ahoj. Ahoj.